Ja, lepo pozdravljeni, se slišmo? Slišimo, vidimo tudi, tako da izvoli. Vidite tudi? No, to je ta glavni dve stvari smo odkljukali. Hvala za vabilo in hvala za priložnost za tole predstavitev. Ja, jaz sem zdaj tukaj pravzaprav v dvojni vlogi. Po eni strani pravzaprav predstavljam nekaj, kar sem zakrivila, če lahko tako rečem, in po drugi strani je to pravzaprav neke vrste PR, no, oziroma predstavitev nečesa, za kar želimo, da bi, bom rekla, prišlo do čim več strokovnih krogov oziroma znotraj slovenskega knjižničarstva. Gre za to, če grem lahko kar naprej, Nataša, sam povej, a je šlo naprej. Ok, super. Gre za to, da smo v preteklih nekaj letih bili vključeni v en ciljni raziskovalni projekt, ki je imel naslov, k temu se bom namreč še vrnila, Bralni vzori. Namreč šlo je za projekt, ki je raziskoval bralne navade in bralno kulturo strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter knjižničarstva. Zato je bil pravzaprav tudi način dela organiziran tako, da so kolegi z Univerze v Mariboru, z Pedagoške fakultete, od koder je bila tudi vodja celotnega projekta, raziskovali predvsem, če lahko temu tako rečem, pedagoški del teh strokovnih delavcev. Tukaj namreč gre za pedagoške oziroma strokovne delavce na celi izobraževalni vertikali, od vrtca do fakultete, se pravi vrtci, osnovne, srednje šole in visokošolsko oziroma višje in visokošolsko izobraževanje. Mi, se pravi našo ekipo, vidite tukaj na desni, pa smo pokrili knjižnični ali pa, če hočete, knjižničarski del. Zdaj, nekateri verjetno veste, da je že iz osnovnega projekta v bistvu bilo narejenih nekaj objav, dve monografiji, skratka, sta bili objavljeni, obe pri založbi oziroma na Univerzi v Mariboru. Mi smo pa z dodatnimi analizami podatkov za področje knjižničarstva pravkar objavili drugo od dveh monografij, ki smo jih tudi pripravili. Tukaj vidite obe naslovnici. Naslov prve monografije je Bralna kultura v knjižničnem prostoru, naslov druge pa Vloga in razvoj bralne kulture v knjižničarstvu. Ne vem, koliko se bo tole videlo, ampak obe obstajata tudi v tiskani obliki. Bom se vrnila še k temu. No, skratka, zadeva je tudi hard copy in se jo da v roko prijeti. Gre za to, da je naš del študije, kjer smo potem opravili, zaradi tega, ker smo zbrali zelo kvalitetne podatke, tudi nekatere dodatne analize, pokril področje šolskih in visokošolskih knjižnic kot del, bom rekla, ki so del izobraževanja, pa seveda tudi splošne knjižnice. Raziskovali smo namreč to, kako, kaj, zakaj, kdaj in tako naprej berejo knjižničarji. Pa ne samo knjižničarji, ampak tudi vodje knjižnic, se pravi, dobili smo tudi sliko vodij knjižnic. Tukaj smo sicer zaznali tudi določene izzive, ampak o tem mogoče malo kasneje. Lahko povem in z veseljem bomo, če bo kdo želel, prišli tudi predstaviti podrobnosti. Lahko povem, da smo delali na reprezentativnih vzorcih, tako da v bistvu lahko rečemo, da tisto, kar smo pogruntali, kar precej dobro drži za slovensko knjižničarstvo. In uporabljali smo pač mešano metodologijo, če lahko tako rečem, se pravi anketo in pa fokusne skupine. Zakaj raziskovati to, o čemer govorim? To je bil seveda motiv za pripravo oziroma sploh za idejo tega projekta. Zaradi tega, ker seveda vemo, da se sploh zadnje čase, pa pravzaprav že kar nekaj časa pogovarjamo o tem, da je branje v krizi, da je pismenost v krizi, na družbeni ravni govorimo, da skratka se premalo bere ali pa da tako rekoč skoraj da nihče nič več ne bere, če sem lahko malo dramatična. In nas je zato zanimalo, kako je s tistimi strokovnimi delavci, za katere velja ali pa za katere verjamemo, da branje spodbujajo, podpirajo in so zaradi tega tudi, tako kot je bil tudi naziv projekta, bralni zgledi.
Se pravi, zanimalo nas je, kako je s točno to dejavnostjo in z odnosom do branja pri strokovnih delavcih. Zakaj? Zaradi tega, ker so na prvi bojni liniji pri spodbujanju, podpiranju, razvijanju branja, pismenosti in tako naprej. Prva monografija, o kateri bom na kratko govorila, je pokrila, mogoče tukaj še enkrat povem, da obstaja objavljena v odprtem dostopu na tem naslovu in tudi v tiskani obliki. Govori, zdaj sem jaz tukaj si drznila kar kazalo skopirati, čeprav vem, da je tle zelo veliko napisanega, ampak osredotočila se bom predvsem na dva dela. Se pravi, govori o teh tematikah najprej na teoretičen način, se pravi, prva 3 poglavja nekako pokrijejo teorijo v zvezi s tem, to se pravi, kaj pomeni raziskovati branje, kaj pomeni branje v neki strokovni javnosti oziroma kako se ga raziskuje, pa seveda je tukaj tudi pregled literature o tem, kako je z bralno kulturo na področju knjižničarstva. Drugi del, na katerega bi rada opozorila, je pa v bistvu predstavlja pa rezultate naše raziskave, in sicer za 3 ciljne skupine, če lahko tako rečem. Vse pripadajo strokovnim knjižničnim delavcem. Mogoče povem tukaj še, da ne bom kasneje pozabila, ko uporabim izraz knjižničar ali pa knjižničarka, tukaj mislim na kogarkoli, ki je na strokovnem delovnem mestu. Se pravi, katerikoli strokovni delavec na področju knjižničarstva. Čeprav vemo, da imamo bibliotekarje pa tako naprej, ampak skratka, da ne bo tukaj kakšnih nejasnosti. Skratka, 4. poglavje govori o celotni populaciji, torej o vseh 3 tipih knjižničarjev, knjižničark naenkrat. 5. poglavje se osredotoči na splošne knjižničarje, 6. na šolske knjižničarje, oziroma kot boste videli v nadaljevanju, so to pravzaprav splošne in šolske knjižničarke, zaradi tega, ker izrazito prevladuje ženski spol v naši profesiji, tako pač je. To se pravi, v prvi monografiji boste izvedeli, kako je z bralno kulturo in bralnimi navadami strokovnih knjižničnih delavcev. Druga monografija, ki je prav tako objavljena v odprtem dostopu, pa tudi tiskana, pa pokrije, bom zdaj se spet osredotočila samo na ta 2 dela kazala, pa pokrije bralno kulturo tistih, ki so na vodstvenih položajih, in sicer v prvem poglavju na splošno, torej vodstvene delavce. Tukaj moram biti zelo jasna, visokošolskih in splošnih knjižnic, zaradi tega, ker vodij šolskih knjižnic nismo raziskovali, oziroma so vodje šolskih knjižnic v resnici ravnatelji. Ti so pa bili pokriti v pedagoškem delu projekta, če lahko tako rečem. Se pravi, v prvem poglavju je splošna podoba tistih, ki so na vodstvenih položajih v slovenskih knjižnicah, visokošolskih in splošnih, z določenimi opozorili o tem, da ponekod vodstveni položaj oziroma vodstvena funkcija ni ravno najbolj, kako naj temu rečem, jasna oziroma ni najbolj dorečena. Tudi na to opozorimo, to smo poimenovali problem vodenja v zlasti visokošolskih knjižnicah. Ampak o tem več v monografiji, zdaj mogoče niti nimamo časa, da gremo v to. Drugo poglavje pa se osredotoči na tiste, ki vodijo splošne knjižnice. To pomeni direktorje oziroma pravzaprav direktorice slovenskih splošnih knjižnic. Drugi del, na katerega moram pa tudi opozoriti, je pa seveda nastal na podlagi vseh ugotovitev, in sicer tukaj smo pravzaprav pripravili dvodelna priporočila ali pa dvodelna razmišljanja o tem, kam to vse skupaj vodi. In sicer, in to bom majčkeno bolj podrobno predstavila, oblikovali smo model, kako bi izgledal profesionalni razvoj knjižničarja, bralca, to se pravi, gre za profesionalno branje, knjižničarja, za kakovostno delo v slovenskih knjižnicah,
In drugi model pravzaprav je priporočilo, kako bi se dalo to nadalje tudi še raziskovati. Zaradi tega, ker menimo, da gre za precej pomembno področje, kjer moramo knjižničarji verjetno biti kar precej v prvih vrstah, da tako rečem. Zdaj bom čisto na kratko majčkeno o ugotovitvah. Najprej podoba strokovnih knjižničnih delavcev glede različnih, dajmo temu reči, demografskih podatkov. Tamle vidite, kako močno prevladuje ženski spol, tako da tisti moški kolegi, ki ste danes tukaj, se vam vnaprej opravičujem, ker bom od zdaj naprej govorila o knjižničarkah kot generičnem izrazu, prosim. Tako da, če ste za namen te predstavitve postali knjižničarke, upam, da to ne bo prehudo vplivalo na vas. Skratka, 89% knjižničark, oziroma v slovenskem knjižničarstvu je ženskega spola. Vidite recimo tudi odstotke skratka sodelujočih. Razmeroma malo je bilo visokošolskih knjižnic, to sicer razumemo, ker je tudi tematika takšna, da mogoče ni najbolj relevantna za področje visokošolskega knjižničarstva, pa vendarle smo jih kar nekaj dobili. Na starost bi tamle mogoče opozorila. Povprečna starost slovenske knjižničarke je skoraj 47 let. Bom pustila ta podatek brez komentarja, ampak v resnici je kar za majčkeno dvigniti obrvi verjetno. Saj nismo edino področje, ampak vendarle. In tam imate pa še podatek o letih delovnih izkušenj, ki gredo od 0 do 43, v povprečju je pa to nekaj manj kot 17 let. Naslednji so pa podatki o vodjih knjižnice. Žal tudi tukaj moramo govoriti, ali pa pravzaprav je to razumljivo, o ženskem spolu. Malo bolj razdrobljeno vidite podatke o vrstah knjižnic, kjer seveda pri splošnih knjižnicah smo ločevali osrednje območne, pa seveda osrednje knjižnice. Dobili smo jih 48 vsega skupaj, se pravi vse UOK je pa 38 osrednjih knjižnic, kar je kar v redu. Pri visokošolskih je bilo odziva, kot rečeno, nekaj manj, vseeno smo pa zaznali, smo pa dobili, skratka, odziv z 3 vrst knjižnic, se pravi tiste, ki so članice univerze ali pa samostojni javni zavodi, ki so članice ali oddelki na visokošolskem področju ali pa ki so knjižnice samostojnih visokošolskih zavodov. Okolje knjižnice je izrazito mestno, spol sem že rekla, starost morda opozorim, seveda 51,9 let je povprečna starost vodje knjižnice, od 34 do 64 let pa gre. Se pravi, najmlajša vodja knjižnice šteje 34 let, najstarejša pa je po vsej verjetnosti precej na koncu svoje kariere. Leta delovne dobe, poglejte, na področju knjižnične dejavnosti in na področju vodstvenega, skratka, delovnega mesta, se pravi, imamo vodjo knjižnice, ki je 2 leti v knjižničarstvu. Morda samo tako izpostavim ta podatek. Na kratko še o drugih najpomembnejših ugotovitvah. Iz teh 2 monografij se vam bo izrisala podoba slovenskih knjižničark in njihovih vodij na področju bralne kulture in bralnih navad. Pri čemer smo za splošne in šolske knjižničarke lahko naredili dodatne, natančnejše analize in povezave. In smo v resnici na ta način dobili nekako dodaten vpogled, kar se tiče njihovega bralnega porekla, to pomeni, kako se je njihovo bralno, kako naj temu rečemo, okus in navade oblikovale, kakšne so njihove osebne bralne značilnosti, profesionalne bralne značilnosti in pa tudi značilnosti delovnega okolja, v katerem delajo. In tukaj smo v resnici izluščili 2 pomembna dejavnika. Eno je sama knjižničarka, ki smo jih na podlagi ugotovitev lahko pravzaprav razdelili, naredili smo namreč eksplorativno faktorsko analizo, nekako v 3 tipe, ki smo jih poimenovali, zdaj morda nekoliko provokativno, ampak vendarle. 3 tipe knjižničark imamo na področju odnosa do branja in bralnih navad. To so knjižničarke, ki v to globoko verjamejo in bom rekla,
so najbolj zagrete zagovornice, podpornice in tako naprej, in smo jih zato poimenovali entuziastke, in tudi dostikrat delajo izven delovnega časa in tako naprej. Potem smo našli eno razmeroma veliko skupino tako imenovanih načelnih knjižničark. To so tiste, ki seveda v branje verjamejo, ga podpirajo, prakticirajo pa manj. In tukaj smo si privoščili mogoče eno tako malo mini provokacijo knjižničarke uslužbenke. Namreč našli smo tudi take pripadnike naše stroke, ki v branje ne verjamejo, ga ne podpirajo oziroma nekako menijo, da branje tako nekako ni pomembno. To moram pač odkrito povedati. Zdaj, čemu, zakaj so lahko uporabne? Drugi pomembni dejavnik je pa seveda delovno okolje, ki zelo vpliva na to, kako nekdo dela, kaj mu je na voljo, glede izobraževanj in tako naprej. Zdaj, jaz to zelo na hitro govorim, ampak smo zelo natančno analizirali, ali je recimo v neki knjižnici branje pomembna tema, se o njem pogovarjajo, se ga podpira, ali se podpira branje na delovnem mestu, recimo, oziroma kako je s tem odnosom in take stvari. Zakaj je to uporabno? Mi vidimo tukaj predvsem dve področji. Eno je seveda oblikovanje kadrovske politike oziroma pri kadrovanju, zaradi tega, ker menimo, da je zelo pomembno, da seveda na področju branja delajo tisti, ki so tukaj tudi lahko zelo, kot naj temu rečem, prisotni, vplivni, ki jim je veliko do tega, in da morda razmislijo vodstva knjižnic o tem, kaj je ustrezno, bom rekla, ustrezno delo v primeru določenih značilnosti posameznika, ali pa tudi kako oblikovati razpise, razgovore in tako naprej. In seveda drugo za oblikovanje kakovostnih, podpornih delovnih okolij za tiste, ki v knjižnicah že delajo. Se pravi, vse skupaj pa seveda vidimo kot možnost, bom rekla, podporo kakovostnega uresničevanja poslanstva knjižnice oziroma knjižničarstva. Model sem omenila, se pravi, prvi model, o katerem sem govorila, je model profesionalnega razvoja knjižničarja bralca za kakovostno strokovno delo. Tukaj smo pravzaprav povezali tipe profesionalnega bralca, ki so bili predhodno identificirani, v naši študiji, ki jih delimo nekako v redne, intenzivne in pa poglobljene profesionalne bralce, z obdobji tudi že prej znanimi obdobji profesionalnega razvoja posameznika skozi njegovo kariero, ki vidite, da ima v resnici 6 nekako stopenj, čisti začetnik, potem 1 do 3 leta, 4 do 7, 8 do 15, 16 do 30 in pa 30 plus. In naš model nekako izgleda takole. Slikce, prosim, so stvar oblikovalke, tako da si jih nismo sami izmislili. Skratka, od spodaj navzgor gre od, se pravi, prve stopnje do na vrhu zadnje stopnje profesionalnega razvoja. In če dobro pogledate, majčkeno je sicer nejasna slika, pa tudi majčkeno več bom o tem govorila vsak hip, se prva stopnja profesionalnega bralca, ki je načeloma, bom temu rekla, najmanj intenzivna, torej redni profesionalni bralec, pojavlja na začetku pa na koncu kariere, obe ostali stopnji pa vmes. Intenzivni profesionalni bralec smo ga razdelili na 2 fazi, 1 in 2, se pojavi v, se pravi, drugem in tretjem profesionalnem obdobju, in poglobljeni profesionalni bralec, zopet 1 in 2, se pojavi v 4. in 5., torej predzadnjem obdobju. Zdaj, tukaj je mogoče potrebno povedati majčkeno več. Se pravi, intenzivni profesionalni bralec 1, to je tisti, ki pride na vrsto takrat, ko je človek v knjižnici zaposlen od 1 do 3 leta, še vedno zelo svež, da se razumemo, torej še nima veliko izkušenj na delovnem mestu, je pa že zmožen samostojnega opravljanja svojega dela. Govorimo seveda o področju branja, ne o drugih knjižničarskih opravilih. Branje je pogosto, zaradi tega, ker mora tudi dobro spoznati knjižnično zbirko, spremlja novosti, ob tem intenzivno spremlja tudi strokovno literaturo,
zaradi pač specializacije za področje spodbujanja branja. V naslednjem obdobju, se pravi dvojka, se pa že dogaja neke vrste stabilizacija profila. Še vedno govorimo o stalnem usposabljanju, še vedno govorimo o tem, da je potrebno nekaj spoznavanja knjižnične zbirke, ohranja se stik z novostmi. Seveda se pa tukaj začne dogajati tudi že to tako imenovano sistemsko akreditiranje, torej usmerjanje v recimo kakšne nazive ali kaj takega. In tukaj na tej stopnji gre za formalno in neformalno razvijanje kompetenc, ki se seveda dogajajo skozi branje, pogovor o prebranem, pisanjem o prebranem in tako naprej. To je namreč, govorimo o razvoju profesionalne identitete. Potem imamo pa poglobljenega profesionalnega bralca. Prva stopnja, kot rečeno, se dogaja pri 8 do 15 let kariere oziroma dela na področju knjižničarstva, gre že za izoblikovan profil, glede bralnih navad, glede tega, kako se prepleta prostočasno profesionalno branje, glede zaznavanja tega preklopa pri branju, ko ti kot prostočasni bralec nenadoma nekaj prepoznaš kot nekaj, kar je uporabno v tvojem profesionalnem življenju, to se pravi, ko nekaj prebereš in rečeš, to bi pa lahko nekomu priporočil, ali pa tukaj pa gre za nekaj, kar je potrebno pogledati, kako je umeščeno v knjižnično zbirko in tako naprej. In iz branja je pomembno, se zgodi premik na tem vrednotnem polju, v branje mi je všeč in je pomembno. Že dobro pozna knjižnično zbirko, vrednotenje kakovostnih književnih del mu je domače, oziroma ji je domače, če lahko se zdaj vrnem nazaj na ženski spol, samopodoba bralnega svetovalca je na visoki ravni in tako naprej. Tukaj v bistvu govorimo o tem, da je nekdo zelo dobro oblikovan za področje svetovanja za branje. In potem imamo poglobljenega profesionalnega bralca 2, ki se dogaja, ko nekdo preide v recimo temu obdobje druge tretjine, recimo, oziroma 16 do 30 let kariere, ko je že popolnoma oblikovan, ko je branje neločljiv del njegove samopodobe, njegove kompetentnosti, avtonomnosti, gre za osebo z dobro oblikovano profesionalno identiteto, ki je seveda zaradi tega lahko tudi vpliv na druge kolege ali kolegice. Se pravi, v bistvu govorimo o tem, ali pa želimo si, da bi ti dve monografiji prispevali k neke vrste implementaciji tega modela v knjižnična delovna okolja, ker smo prepoznali pomembne dejavnike, ki na to vplivajo. Se pravi, da bi se v knjižnicah vzpostavljala redna komunikacija o branju oziroma na področju branja, da bi se strokovni delavci pogovarjali o branju, nekateri se, drugi se ne. Zaznali smo namreč tukaj precej velike razlike med knjižnicami. Gre za vzpostavljanje organizacijske kulture, ki podpira pogovor o branju in bralni izkušnji. Tudi tako, da branje knjižničarjev naredi spet vidno, nekako je branje izginilo iz vidnega polja v knjižničarstvu, včasih je bilo tega veliko več. Gre za to, da mora biti pogovor o branju in prebranju redni del strokovne komunikacije na različnih nivojih. Potem drugi dejavnik je organizacija dela. Mi priporočamo, zdaj morda to ne bo čisto vsem všeč, ampak mi priporočamo, da bi za knjižničarja v delovnem času bil obvezen čas za branje. Ne govorimo o tem, da moraš brati v prostem času, želimo si, da bi bil knjižničar bralec tudi v prostem času, ampak v resnici je za opravljanje dela zelo pomembno tudi to, da se branje spet prepozna kot sredstvo, delovno sredstvo. Kar pomeni, da bi ga bilo verjetno dobro uradno opredeliti v vseh potrebnih dokumentih, oziroma da se inštitucija zaveže k krepitvi bralne kulture in naklonjenosti branju, tudi čisto formalno. Zato govorimo o organizacijski kulturi, ki temelji na branju. In tretji pomemben dejavnik so izobraževanja. Tukaj moramo omeniti tudi predhodno alinejico, ki je prej še nisem, se pravi, da se knjižnice vključujejo v nacionalne mreže organizacij za bralno kulturo in seveda, da za svoje strokovne delavce zagotovijo, to je verjetno malo povezano tudi s ponudbo sicer, redna in stalna
tudi o frekvenci smo govorili, oziroma govorimo v knjigi, izobraževanja, spodbujanja, strokovno usposabljanje za področje spodbujanja branja, se pravi bralna motivacija, vpliv branja, branje kot proces in tako naprej. In seveda, mimogrede, to je bila tudi zahteva tega projekta, oblikovati neke vrste priporočila, kako bi se izboljšala podoba branja, spodbujanja branja na ravni družbe. Smo oblikovali teh 7 priporočil za razvoj branja strokovnih knjižničnih delavk in delavcev kot bralnih zgledov. Se pravi, uradno umestiti čas za branje v delovni čas, celo predpisujemo, oziroma priporočamo obvezen čas vsak dan vsaj pol ure, vzpostaviti ustrezno obliko obveznega pogovora o bralni izkušnji, glede na to, kakšna je narava knjižnice, vzpostaviti evalvacijo uspešnosti spodbujanja branja in pismenosti v knjižnici, zaveza organizacije h krepitvi bralne kulture, bralne pismenosti, aktivno in strokovno vključevanje knjižnic v nacionalne mednarodne mreže, udeležba na strokovnih dogodkih in izobraževanjih obvezno na letni ravni za vse strokovne delavce ter vodje, in narediti branje spet vidno javnosti. To se pravi, da bi dejansko se usmerili v to, da bi se spet videlo ljudi, ko berejo. In za vse to je pa seveda potrebno tudi stalno spremljanje in zaradi tega tudi naš drugi model, ki je predstavljen v knjigi, ki je pravzaprav priporočilo, kako bi se to dalo raziskovati, kako pogosto, kdo bi bili nosilci, kaj bi bila metodologija in tako naprej, se pravi model longitudinalnega raziskovanja. Zdaj pa čisto za konec sva se malo poigrali s kolegico Sabino z orodji in sva umetni inteligenci naročili, naj izriše podobo tipične slovenske knjižničarke na podlagi podatkov, ki jih vidite, torej podatki, ki so bili pač v raziskavi zbrani, spol, starost, delovna doba in mimogrede, pol nas je takih, ki imamo manj kot 15, pol pa več kot 15 let delovne dobe. No, tole je nastalo, zdaj, kaj si o tej podobi mislite, ne bom ugibala, lahko mi mogoče sicer kdo potem kaj pove o tem. Bili smo tudi bolj natančni, pa smo šli posebej izrisati profil šolske pa splošne knjižničarke. Morda opozorim tukaj na spolno sestavo pri šolskih knjižničarkah, ki je precej višja, mislim, odstotek žensk je precej višji kot drugod, pa tudi starost je višja od recimo tistih, ki delajo v splošnih knjižnicah. Ostali podatki so pa v resnici čisto samo taki, ko naj temu rečem, arbitrarni. Slovenska vodja knjižnice v povprečju izgleda pa takole. Zdaj, tudi tukaj nimam mnenja, to je pač bilo izrisano, na podlagi, kot rečeno, podatkov, ki smo jim jih posredovali. Zdaj, za konec bi se seveda zahvalila vsem tistim, ki ste prispevali k temu, da sta ti 2 monografiji, pa seveda tudi naš projekt, pač, da je bil odpeljan do konca, da sta monografiji nastali. Tisti, ki ste sodelovali pri testiranju vprašalnika, ki ste ga izpolnili, ki ste dodali svoje razmišljanje v osebno sporočilo, tega je bilo toliko, da ste nas res presenetili, moram povedati. Zelo bogate podatke smo zbrali preko tistega, ali bi še kaj dodali vprašanja. Še maile smo potem dobivali naknadno o tem, tako da to je bilo res, smo bili zelo prijetno presenečeni in ganjeni. Tistim, ki ste se odzvali na vabilo za fokusne skupine, v njih sodelovali, tisti, ki spremljate objavo rezultatov, ki se o tem z nami pogovarjate, ki jih skratka širite naprej. Tako da v resnici vabljeni k branju. Še enkrat tukaj dam podatke za dostop do obeh elektronskih verzij knjige, ker se pa bliža čas dopustov, če si smem privoščiti eno provokacijo, lahko jo pa vzamete tudi na plažo v tiskani obliki. Tako da hvala za pozornost, z veseljem pridemo predstaviti podrobneje raziskavo, ugotovitve, kamorkoli nas boste povabili, seveda pa tudi upamo na vpliv na slovensko
knjižničarstvo.